Ivan Zidar posvojil 6 tajkunčkov. Ministrstvo za gospodarstvo izgubilo status svobodnega umetnika. Google in Perutnina Ptuj se bosta združila v koncern Kokodakl. Andrej Bručan se vrača z novim hitom Srce na desni. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. In trije predpasniki. Pogajanja med vlado in predstavniki sindikata zdravnikov ter zobozdravnikov so propadla. Slednji so zavrnili ponudbo vlade po 14-odstotnem dvigu plač. Ob tem, kar so pričakovali, to ni niti presenetljivo, čeprav zdravniki v primeru, da pogajanja ne bodo uspela, za 18. april obljubljajo stavko. Predsednik Fidesa, Konrad Kuštrin, je pred srečanjem z ministrom Gregorjem Virantom takole predstavil, česa si želijo. Pričakujemo na to, kar je minister že obljubil, korak bliže, vendar mora biti korak tako velik, da ga bomo opazili. Ne pa tak, kot je bil zadnjič, ko je bil pravzaprav samo korak naprej, en korak pa pol pa nazaj. Z njihovimi zahtevami se je seznanil tudi predsednik državnega zbora France Cukjati, ki je tudi sam v prostem času zdravnik. Zagotovo so argumenti, ki jih podajajo, takšne narave, da jih ne moremo uvrstiti v politikanske, sindikalne argumente. Nasprotno tudi v opozicijski v LDS menijo, da je zahteva zdravnikov po pavšalnem 30-odstotnem zvišanju plač nerealna. Podpredsednik LDS Slavko Ziherl zato predlaga plačno reformo, po kateri bi imeli zdravniki sklenjene individualne pogodbe. Ker ta variabilni del je šele tisti, ki prinese neko stimulacijo zdravnikov, motivacijo zdravnikov še za boljše delo in pa jasno prekine odhajanje v zasebno oziroma koncesionarsko sfero. Vladni pogajalec, minister za javno upravo Gregi Virant, je predstavil tudi hvalnico vladnih protibirokratskih ukrepov. Med njimi je izpostavil odpravo dohodninske napovedi, s čimer so prihranili 22,3 milijona evrov. No, iz davčni upravi načeloma zaupam, vendar menim, da je pametno na hitro preveriti, ali se moji podatki kot davčnega zavezanca ujemajo s tistim, kar mi je poslala davčarija. Drugače pa jaz dohodnino doplačam. Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak pa se je pohvalil z novelo zakona o prevzemih. Po njegovem mnenju gre za korak naprej v smeri konkretnejših razmerij med delničarji v nejavnih delniških družbah! Ste spali, ne? Ne mi spat, ko berem poročila. Naj pa ne bi šlo za protitajkunski zakon. Seveda je pa vsaka zakonodaja in tudi prevzemna zakonodaja tehtanje med na eni strani pravicami in možnimi torej ukrepi prevzemnikov in na drugi zaščiti tistih, katerih interese je tudi potrebno ščititi. To so mali delničarji. Vlada je potrdila tudi dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke, za katero bo država namenila dobrih 106 milijonov evrov. V lastniško strukturo NLB pa bo vstopila zavarovalnica Triglav. Državni sekretar Andrej Šircelj je takole pojasnil, za čigavo idejo gre. To izhodišče, ta predlog je predložilo Ministrstvo za finance. Konkretno ime, veste, koga na Ministrstvu za finance, ki je se spomnil tega? Poznamo številne državne uradnike, ki so tukaj dejali, in seveda poznamo državni sekretar in ministr za finance sta seveda te zadeve tudi nadzorovala, usklajevala in na nek način nekatere stvari tudi predlagala. Vlada vsekikor Kdo piše vesti na vesti? Kaj je to? Ja, pišejo. Norca delajo. Kdo piše? Ja, tam iz pisarne. Priimek mi dej! Ja, mislim te, ki pišejo, no? Veš, ki so novinarji, ne pa to. Vlada vsekakor veliko dela.
Med njeno sejo smo se s kamero v roki sprehodili po Gregorčičevi ulici v Ljubljani, kjer smo doživeli veličasten pogled na svetlečo pločevino. Ulica polna ministrskih limuzin parkiranih na pločniku. Vlada pri svojem delu žal vedno ne naleti na razumevanje. Obrambni minister Karel Erjavec je moral nastopiti pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se ukvarja z nakupom oklepnikov Patria. Zatrdil je, da je bil posel zakonit in gospodaren. Po seji komisije, ki ji predseduje Milan M. Cvikl, pa je iz nje izstopil poslanec NSI Alojz Sok. Predsednik komisije, gospod Cvikl, te seje vode čisto po lastnem instinktu, dela, kar ga je volja, besedo jemlje, daje, med samimi sejami tudi, če je potrebno, je zelo žaljiv. Slovenija. Kultura. Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije je izdalo knjigo Škof Rožman v zgodovini, ki se ukvarja z zgodovinsko vlogo ljubljanskega knezoškofa med drugo svetovno vojno. Janez Stanovnik je ob tej priložnosti spregovoril o na novom odkritem pastirskem pismu škofa Antona Vovka iz leta 1946. To pismo škofa Vovka govori o tem, so pravi morili v imenu obrambe vere, brez sodnega postopka. Žal se je tudi kasneje, neposredno po vojni, dogodilo, da so zmagovalci morili v imenu revolucije brez sodnega postopka. In to je tragedija, naša tragedija slovenska. V mesnici V Lutkovnem gledališču Ljubljana so prizorili predstavo režiserja Matjaža Pograjca z naslovom Srečna srečka. Maček Zorbas je Brane Vižintin. Jo že imam, morda bi kazalo pogledati v enciklopedijo. V kaj? V enciklopedijo, v knjigo znanosti. Glavni stavek, bom rekel, te predstave je, lahko je sprejet enega, ki je isti kot mi, ne? Ampak enega, ki je drugačen, je pa zelo zahtevno. Še vreme, da še vrsta padavin v tekočem stanju, ki nastajajo v oblaku. Kapljice naraščajo zaradi koagulacije in ko je njihov premer večji od 0,5 mm, prično padati proti zemlji. Ves dež ne doseže zemeljskega površja, nekega pripadanju skozi suh zrak tudi izhlapi. Dež igra vidno vlogo v hidrološkem ciklu, v katerem vlaga iz oceanu izhlapeva, se kondenzira v oblake, pada nazaj na zemljo in slej ko prej vrne v ocean s tokovi in rekami, s čimer se cikel ponovi. Navadno ima dež rahlo pod 6 pH. Zaradi absorpcije ogljikovega dioksida iz ozračja, ki v kapljici dislocira in tvori majhne količine ogljikove kisline. Na katerih puščavskih območjih lahko prah v zraku vsebuje dovolj kalcijevega karbonata, da ublaži naravno kislost padavin. V takih področjih je dež lahko nevtralen ali celo bazičen. Dežju pod pH 5,6 pravimo kisli dež. Če je oblak zelo visoko in če je zrak pod njim dovolj suh, kapljice dežja lahko pri padanju izparijo in tako ne padajo. Ne zamudite tudi naše nove oddaje na drugem sporedu. Tone! Iz ljubljanskega studia 144, to je bil Godler Show. Ostanite še naprej na naši strani.